Ob izidu knjige Samostani na Slovenskem smo nekaj besed o vsebini spregovorili s soavtorjem Sašom Radovanovićem. Se morda za nastankom knjige skriva kakšna zanimiva zgodba? Na nek način ja. Jaz v bistvu sem prej delal leta in leta v arhivih in muzejih in vedno smo iskali v bistvu možnost, da bi se te zgodbe o samostanih, ki so nekaj posebnega v našem prostoru, predstavili javnosti, pa ni bilo vsaj v muzeju nekega velikega interesa za to. No in ko sem začel v bistvu se ukvarjati z založništvom, je nastala pač možnost in smo s kolegom in kolegico se odločili v bistvu, da to knjigo, prvo knjigo o samostanu Slovenskem predstavimo javnosti. Koliko samostanov pa ima Slovenija? Slovenija ima več samostanov kot knjige. Treba je povedati, da ta knjiga je namenjena samostanom do Ježefinske reforme, se pravi samostanom, ki so imeli tradicijo praktično od srednjega veka ali pa začetka novega veka na Slovenskem, in tu je zaobjetih 69 samostanov. In kateri je po vašem mnenju najzanimivejši? Meni je verjetno ostal spomin najbolj Pleterje, ne mogoče, ker bi rekel, da je najzanimivejši. Meni je bilo verjetno najzanimiveje, ker si je prior vzel za mene in kolega, ki je fotografiral praktično cel dan časa, da smo se sprehodila po samostanu, si ga ogledala, tudi nek način, njihov način življenja, bivanja, tako da je to en izmed redkih še starejših delujočih samostanov in s tem pač pusti en poseben vtis, recimo, ki ga drugače samostani, ki so ruševine, pa v bistvu spominjajo na to, so vse mogočne, ampak ne puščajo takega vtisa, recimo, na človeka. Ko govorijo ravno o ruševinah, kako ohranjeni pa so sicer ti samostani? To je pa druga, bolj žalostna zgodba. Samostani, ki so ostali delujoči, so ohranjeni, da so vredni ogleda, recimo kot Stična, Pleterje, minoritski samostan na Ptuju. Medtem ko ostali, katerih delujejo recimo muzejske zbirke, kot je Velika nedelja, prav tako, drugače so pa prenekateri v ruševinah ali pa tako spremenjeni, pa tako prezidani, da v bistvu težko prepoznaš njihov obdobje, posebej tisti, ki so ostali v mestu.